Tako ti bom povedal. Način razmišljanja, ko nas je pripeljal v situacijo, v kateri se nahajamo, nas ne bo popeljal ven iz te krize in ne bo nas rešil iz teh težav. Zato bi mi morali v bistvu zdaj čim več ljudem povedati, da je potrebno se obrniti v druge smeri in jim ponuditi opcijo kot 3. člen dela. Zato tudi pozivam vse ljudi, naj si pogledajo spletno stran 3. člen, ker v njej je kristalno jasno napisano, katere spremembe želimo, na katerih področjih želimo delovati in je vse postavljeno tako, da lahko začnemo javno debato za vse tiste, kateri mislijo, da je potrebna javna debata po vsem tem. Civilna družba je edina stvar, katera nas lahko reši iz te zagate, v kateri se Slovenija nahaja, iz tega političnega gordijskega vozla. In zato je treba spodbujati čim več ljudi, kateri se nočejo umazati s politiko, ampak dati svoje strokovno znanje za to, da postavijo Slovenijo na neko mesto, kjer pač bi lahko še nekaj iz nje naredili in zgradili Slovenijo, kot si jo res želimo in zaslužimo. Jaz nimam politične moči, da bi lahko to sprejel tam, kjer je to potrebno, v parlamentu. Ampak kar pa lahko naredim, je pa prek kanalov, kateri so mi na voljo, in to je največ internet, obveščam ljudi o temu, kaj je potrebno. Dati ljudem pravilne teme, o katerih bi se morali pogovarjati v tej družbi. Ne kdo je čigava ljubica in kaj je v naredu ne vem kje, ampak o temah, katere so pomembne za našo družbo. Ustvarjati javno debato. In moja prednost je v tem, da imam dostop do mladih, kateri pač poleg tega, da sem z glasbo povezan z njimi, se res trudim, da jim dam nekaj, da razmišljajo več. Ne neke poceni rumene novice, ampak zadeve, katere so prav bi morale biti dane mladim, ker mladi morajo o tem razmišljati, ker je prihodnost njihova. To, kar se zdaj ta stari odločajo, je tisto, kar bo vplivalo na ta mlade. In je škoda, da jih izključimo iz tega. Citiral bom Gandija. Bod sprememba, ki jo želiš videti v svetu. To je vse.